Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Kaj je upanje? Zakaj bomo celoten sklop predavanj ob naši 30. obletnici in prisotnosti na tisoče žensk posvetili samo eni temi, in to je upanje? Zato, ker je ena izmed najpomembnejših stvari, ki jih moramo obravnavati. Če smo čisto odkriti, veliko govorimo o veri, vendar mislim, da ni mogoče verovati, če nimate upanja. Včasih poskušamo verjeti Bogu zakaj, vendar imamo negativno držo in ne morete imeti vere istočasno z negativnim mišljenjem ter pričakovati, da bo Bog kaj storil. Vem, da nihče izmed vas nima slabih navad, saj vem to. Vem, da mislite na vse tiste ljudi, za katere želite, da bi bili tukaj danes in niso prišli, oni imajo zelo slabe navade in bi jim vi radi pomagali. Mogoče celo mislite, da boste kupili CD za te ljudi ali kaj podobnega. Koliko izmed vas priznava, da vam ne bi škodilo, če bi izboljšali svojo držo? Amen. Dolga pot je za mano in nimam več pogosto slabih navad, vendar vsake toliko časa si pridobim kakšno. In potem moram napraviti prav isto stvar, ki jo danes naročam vam. Kaj je upanje? Upam v to, upam v ono, upam, da ne bo deževalo, upam. Upanje ni samo neopredeljeno izražanje neke želje. Sprašujem se, če se bo to zgodilo, vendar ne vem, če se bo, ali bomo le rekli, kaj se bo zgodilo, se pač bo zgodilo, počakajmo. To bi lahko bilo upanje sveta, vendar to ni upanje iz Svetega pisma. Biblično upanje je izredno mogočno, kajti v sebi prinaša naklonjeno in zaopljivo pričakovanje. Hočem vam reči, kaj pričakujete, da bo Bog storil v vašem življenju? No, ne vem. Samo čakam in bom že videl. Upanje je boljše od tega, kar sem imel do sedaj. Ne, kaj vi pričakujete? Kaj vi pričakujete? Kaj vidite v svojem umu? V svoji domišljiji? Kako govorite o svoji prihodnosti? Za čim stremite? Ko se zjutraj vstanete, ali imate naslednje razpoloženje? Še en dan bom že nekako prestal. Ali pa ste, nihče ne more napovedati, kaj bo danes Bog storil zame. Danes bi lahko bil moj pravi dan rešitve. Veste, ko nosečnica pričakuje in dlje ko traja nosečnost, bolj pričakuje. Nekatere izmed vas boste rekle, verujem v Boga že 20 let, ista stvar. Nekaj vam povem, morale bi biti polne pričakovanja, tik preden da počete. Jaz sem vse svoje otroke nosila čez rok. Ginekolog mi je rekel, da sem edini tak primer, ki ga pozna, da sem noseča tako dolgo kot slon. Moj prvi otrok je zamujal 4 tedne. Naslednji je zamujal 5 tednov in pol. Tretji se rodil 3,5 tedne čez rok in zadnji je zamujal skoraj 5 tednov. Bil je skoraj 5 kilogramov težak in res sem komaj čakala, da se rodi. Veste, kaj vam povem? Vsako jutro, ko sem se zbudila, sem rekla, danes zares mora biti ta dan. Danes bo. Preverjala sem, če imam vse stvari v kovčku za bolnico, vse sem pregledala, da je vse na svojem mestu. Veste, vsakeč, ko sem čutila kaj v trebuhu, sem rekla, to je, sedaj bo. Pričakovala sem. Zopet vas vprašam, kaj pa vi pričakujete, da bo Bog storil v vašem življenju? Bog želi, da z namenom pričakujete kaj v svojem življenju. Z namenom. To se nanaša na nevidno in na prihodnost. Vi ne upate v to, kar lahko vidite. Vi ne upate na to, kar že imate. Vi upate na to, česar ne morete videti in česar še nimate. Upanje pomeni srečno pričakovanje dobrega. Srečno pričakovanje, to mi je všeč. Nekaj dobrega se mi bo zgodilo. Nekaj dobrega se bo zgodilo moji družini. Nekaj dobrega se bo zgodilo v našem narodu. Bog je dober in dela dobre stvari. Iz upanja izhaja sreča. Upanje je čisto preprosta,
Pozitivna drža. Pozitivna nastavitev naših misli. Tukaj stojim in vam pravim. Imejte pozitivno držo. Če vam to pravim in vi veste, odkot sem prišla in sem bila priča Božjega delovanja v mojem življenju, preprosto vam povem, da ni pomembno, koliko negativnih stvari se je zgodilo v vašem življenju ali kako negativne so bile vaše misli ali so prav sedaj, ampak lahko v trenutku spremenite svoje misli in držo ter uporabljate tako pozitivno mišljenje, da boste komaj prepoznali sami sebe. Ljudje upanja popolnoma odklanjajo negativnost na vsakem koraku. Čeprav prepoznajo nevihte v svojem življenju, ostanejo polni upanja v mislih, besedah in dejanjih, prav tako v pogovoru. Tudi v pogovorjih. Tolikokrat izrazimo, da molimo za to ali ono, in če samo prisluhnite načinu izražanja, je skoraj gotovo, kot da ne bi pričakovali nobene spremembe. Ne moremo reči, da verjamemo Bogu za to in ono in potem govorimo, kakor da se to ne bo nikoli zgodilo. Tukaj je vaše poslanstvo. Mi vsi radi delamo dobra dela, ali ni tako? Vsakdo se lahko odloči danes, da bo nekomu koristen. Ni potrebno, da čakate na poseben občutek za to. Mi se veliko preveč naslanjamo na svoje občutke. Dobro, Joyce, ti ne veš, kako se počutim. Vi nimate pojma, kako se jaz počutim. Prav sedaj me peče oči zaradi kontaktnih leč, ker ni dnevne svetlobe in moram stati tukaj ter vam kljub temu predavati. Ne smem me žigati zaradi televizijske kamere. Nihče ne more vedeti, kako se drugi počuti, vendar ne moremo živeti lepo v svojih občutkih. Bolj ko negujemo naše občutke, bolj bodo močni, ker bodo rasli, ker jih hranimo s tem. Vendar, če se jim ne vdajamo in jih utišamo, potem kaj kmalu izgubijo svojo moč nad nami. Vaši občutki bodo prišli po vaši odločitvi. Naj vam nekaj povem za začetek. Brez Boga ne moremo ničesar storiti. To je zame jasna odločitev. Prva stvar, ki jo vsako jutro izrečem. Bog, brez tebe ne morem storiti ničesar. Ponavadi zjutraj hitro zlezem iz postelje, pokleknem in preprosto rečem, tukaj sem, da enostavno izrazim, da brez tebe, Bog, ne morem ničesar storiti. Brez tebe sem nič. Torej, ko vam pravim, to storite, to morate storiti, ono morate storiti, hočem vas spodbuditi, da bi uravnali svojo voljo z Božjo voljo. Da bi bili od Boga navdihnjeni in napolnjeni s Svetim Duhom. Z njegovo močjo boste lahko delovali po Božje. Vendar vam jasno povem, da ne morete delovati po svoje. Brez Boga ne morete ničesar storiti, kajti mi smo Božji sodelavci. Rada imam, kar je rekel Reinhard Bonke. Bog rabi človeško pomoč in mi rabimo Božjo moč. To je tudi res. Bog potrebuje mene, tebe in nas vse. Potrebuje nas dobri drži, polne upanja, zaupanja in vire. Vse stvari so možne v Bogu. Vsakdo se lahko odloči, da je uporaben. Dobro, Joyce, ti ne veš, kaj se mi zgodilo v mojem življenju. Ni važno, kaj se godi v vašem življenju. Vi ga sami lahko spremenite, če danes naredite odločitev in rečete, to je to, dovolj je bilo negativnosti, opravil sem z negativnostjo v mislih, besedah in dejanjih. Vedno bom hodil naprej z Božjo pomočjo in bom imel dobro držo. Kajti povem vam, da Bog ne da nobene obljube, da bi se potrudili v vašem življenju, če sami vztrajamo pri negativni drži in negativnem govorjenju. Mimogrede vam povem, da bolje pridigam, kot se vi odzivate. In sploh, kako sem bila jaz negativna. Po resnici vam povem, da če bi imela dve pozitivne misli eno za drugo, bi se mi možgani zavozlali. Z Davidom sva bila poročena približno 3 tedne in me je pogledal ter rekel, pa kaj je narobe s tabo? Veste, imela sva samo 5 zmenkov in sva se že poročila. Napraviti se morala hitro, preden bi ugotovil, koga bo dobil. Bilo je kot nekakšna viharna romanca.
On pa mi je rekel, kaj je narobe s tabo, imaš tako negativno držo? To sem mu odgovorila. V tako slabem stanju sem bila. Rekla sem, če ne pričakuješ nič dobrega, potem nisi razočaran, če se ne zgodi. Rekel mi je, zakaj razmišljaš na tak način? Zato, ker sem imela 23 let samih izkušenj bolečine, zlorabe, razočaranj in nezvestobe. V svojem življenju sem doživljala eno za drugo slabo stvar. To pa je ravno to, kar vam hudič hoče vsiliti. On vam hoče vsiliti celo vrsto preizkušenj vaše življenje, da bi začeli misliti, da se vam ne bo nikoli zgodilo nič dobrega. Nato si daste duška v mislih, besedah in dejanjih. Kar naenkrat najdete še več negativnih ljudi in potem lahko o tem govorite. Takoj se strinjate z njimi. Vendar pa se jaz ne bom več družila z negativnimi ljudmi. Ne bom postopala okoli in zapravljala časa z negativnimi ljudmi. Ne, da bi ignorirala težave, saj govorim o težavah, ko so tam. Vendar pa ne bom zapravljala svojega življenja zato, da bi bila negativna. Lahko se odločite danes. Vi se lahko danes odločite, da postanete katalizator v vaši družini. Lahko ste katalizator, da spremenite vaše prijatelje, vaše delovno ozračje ali pa vaše sošolce, če boste prvi pripravljeni izreči: odrekam se negativnosti. Nekoč sem imela izredno slab dan. Od tega je sedaj že preteklo veliko let. Ali ima kdo izmed vas škatlico obljub? Vi jo imate? Prav. Tudi jaz sem jo imela. Bila je dolga škatlica s polno kartončki, podobno kot recepti, polno kartončkov z besedili, svetopisemskimi besedili. Veste, tam v 70-ih letih prejšnjega stoletja smo vsi iskali Božjo besedo. Bog, potrebujem tvojo besedo, kot da ne bi imeli doma svetega pisma. Bila sem res na tleh in sem prestala težek čas. Stopila sem v svoji škatlici obljub in sem jo na mah odprla. Tako naj bi delali. Na mah naj bi odprli škatlico in potegnili ven kartonček z besedilom, ki naj bi bilo nekaj čudovitega za tisti dan. Danes zjutraj sem to poskušala s svojim svetim pismom. In odprla sem ga namenoma, ker sem mislila, da bom dobila nekaj neverjetnega in da bom iz tega črpala. Bilo je dovolj jasno besedilo Izaija 29:2. In pritisnil bom na Ariel, postala bo stokanje in ječanje, postala mi bo kakor Ariel. Enkrat sem jo odprlo, gorje tebi, ti zlobni grešnik. Mislila sem, ojej, moram hitro zapreti in še enkrat odpreti. Vendar prav tisti dan sem izbrala Rimljanom 15:13. Poglejmo si to besedilo in zagotovo je bila to Božja beseda zame. Bog upanja pa naj vas napolni. Naš Bog ni Bog brez upa. On ne more storiti nič za vas, če ste brez upanja. Vi ste lahko namenoma polni upanja. Ni potrebno, da čakate na to. Lahko rečete, Bog dela nekaj dobrega v mojem življenju. Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju. Verovanje je vse, kaj vi verujete po izkušnji svoje vere. Da bi bila moč Svetega Duha obilna, tako da teče čez, da prekipeva od upanja. Vrnimo se k citatu in ga še enkrat poglejmo. Hočem vam nekaj pokazati. Bog upanja. To se ne zgodi, če ste obupani. Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju. Tako da imate pozitivno držo. Nekaj dobrega se mi bo zgodilo. Recite, včeraj sem tako verjel in nič se ni zgodilo. Udarite hudiča v čeljust in recite, danes bom znova veroval in jutri zopet pojutrišnjem in še. Bodite zvesti verovanju. Vera ni nekaj, kar poskušamo, ampak je način, kako živimo. Po izkustvu iz vere. To mi je všeč. Vi želite osvoboditi moč Svetega Duha v svojem življenju? Privzemite si Božjo držo. Po moči Svetega Duha. Odpravila sem svoje slabotno, bedno, patetično, obupano življenje. Želim moč v svojem življenju. Amen. Bog je avtor upanja in ne brez upa. Hudič je avtor brez upa.
Dvomite in negativnost vam bo ukradla upanje. Ko se čutite brez upanja in na tleh, na tak ali drugačen način, morate imeti v sebi vero vstajenja. Le tako vas bo upanje pripeljalo do svobode. Čeprav se mi ne moremo izogniti negativnim občutkom, da se ne bi pojavili, vendar jih lahko odrinemo tako, da gojimo pravilne misli, drže, pogovore in dejanja. Poglejmo pismo Rimljanom 12, 10 do 13 vrstica. Drug drugega ljubite z bratsko naklonjenostjo, kot da bi bili člani ene družine in imejte drug drugega za boljšega od sebe. Naj poudarim, da bi imeli pravo miro. Ljubiti ljudi vas res naredi srečne. Če niste srečni, vam lahko povem, kako to uredite. Nehajte se ukvarjati s seboj, naredite kaj za koga drugega. Prihranila se vam na tisoče evrov za posvetovalnice. Rekla sem, če niste srečni, aleluja, potem pojdite do svojega bližnjega in naredite nekaj zanj. Takoj se boste počutili drugače. Vrnimo se k pismu Rimljanom. Ne popuščate v vnemi. Nikoli ne popuščate v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služite Gospodu. Veste kaj? Kristjani bi morali biti navdušeni. Morali bi biti navdušeni. Vendar jaz se ne počutim navdušen. No, nehajte se ukvarjati s svojimi problemi, nehajte govoriti, če se vsega nimate, začnite govoriti o čem pozitivnem, začnite delati nekaj za koga drugega, daj imam načrt, dragi moji. Vendar ti ne veš, s kom sem poročena in ne poznaš mojih težav in ti ne veš tega in onega. Veste kaj? Če imate o tem negativno mišljenje, se nič ne bo spremenilo. Vi verjetno ne boste mogli spremeniti vseh, vendar lahko spremenite sebe. Amen. Mi imamo preveč okamenelih, olesenelih, dolgočasnih kristjanov. Sveto pismo pravi, da bi se morali ponovno roditi. Dajte no. O, tako je dolgočasno. Spet moram iti v cerkev, nič dobrega se mi ne bo zgodilo, grem v cerkev in domov. Tako se dolgočasim, tako nesrečen sem, nič dobrega se mi nikoli ne zgodi. Mi potrebujemo nekaj veselja, občudovanja, navdušenja, pobude, nasmehov in gorečnosti. Poslušajte me sedaj, veste kaj? Ni težko tukaj. Ni mi potrebno trdo delati, da bi vas znemirila. Govorim lahko o čemerkoli in vi boste to glasno potrdili. Vendar kaj pa potem, ko greste domov? Ali občutite napetost v dvorani, ki se je povečala kar za nekaj stopinj? Vidite, če zares hočete pripeljati ljudi k razmišljanju, da vaše krščanstvo zares deluje, kajti tako ste lahko srečni, ne glede na to, kaj se zgodi v vašem življenju. Mislim, da je veselje največji dar, ki nam ga Gospod daje. Prava moč je veselje v Gospodu. Prebiram knjigo Reinharda Bonkeja o darovih Svetega Duha. On je rekel nekaj, kar me je zares razdražilo. Efežanom 2:1 pravi, tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov. On vas ni napravil okorelih. Koliko kristjanov pa je okorelih v svoji religioznosti? Dolgočasijo se in godrnjajo, ter se ves čas pritožujejo nad čem. Ampak on vas je oživil, ko ste bili mrtvi v grehu in vstajenska moč je prišla ter vas dvignila. On vas je oživil. Pojdimo naprej in si oglejmo nadaljevanje. Poskušala bom prebrati vse. Veselite se in radujte se v upanju. Bodite trdni in potrpežljivi v stiski in preganjanju ter neprestano molite. Vidite, da vse to gre skupaj.
Vi ste lahko potrpežljivi in ne boste odnehali niti se oddali, če se boste le veselili v upanju. Prispevajte k potrebam Božjega ljudstva, tako da si delite potrebe svetih in bodite gostoljubni. Vidite, vse to gre skupaj. Kadar ste zaposleni z dobrodelnostjo, vztrajati morate in biti potrpežljivi, da ko greste skozi stvari, vendar ko se veselite v upanju, ko pomagate ljudem in ste polni upanja ter pomoči, ni nobenega hudiča v peklu, ki bi vam preprečil, da ne bi imeli tega, kar vam je Bog naklonil, če se ga boste oklepali in to izpolnjevali. Vendar ne morete tega storiti le enkrat ali dvakrat, to morate ponavljati, neprestano delati in še enkrat delati. To mi je všeč. 1. Petrovo pismo 1:3. Prerojeni smo za živo upanje. V pismu Titu je nekaj citatov glede upanja v večno življenje. O tem sem govorila zadnjič, vendar bom to ponovila. Veste, kaj je večno življenje? To ne pomeni, da ponavljam grešnikove molitve in nekega dne bom prišel v nebesa, ves čas tukaj na zemlji pa sem nesrečen. Večno življenje pomeni, da ko smo ponovno rojeni, prejmemo večno življenje. To pa pomeni, da prejmemo življenje, kot ga ima Bog. Kaj pa vi mislite, kakšno življenje ima Bog danes? Stavim, da je zelo srečen. Gotovo se dobro počuti. Življenje v Bogu. V grškem slovarju piše, da je večno življenje popolna manifestacija in uresničitev življenja, ki pripada vernikom. To je že v posesti vernikov. Vidite, to pomeni nekaj zame, kajti sem učiteljica Božje besede. Moj namen je v tem, da pomagam vernikom razumeti, kaj je že njihovega v Kristusu in primernega za njihovo vsakdanje življenje, tako da lahko živijo življenje, za katerega je Jezus umrl, da bi ga mi imeli. Vesela sem, da je zadnjič bilo rešenih 4982 žensk. Vendar veste kaj, to zame še ni dovolj. Ni dovolj, da ste le odrešeni. Ne želim, da tako živite. Želim, da bi imeli življenje, za katerega je Jezus umrl, da bi nam ga podaril. Jaz pa bom vsako nedeljo zvečer na televiziji, da vam povem, kako bi lahko imeli to življenje, za katerega je Jezus umrl, da bi ga vi prejeli. To se ne konča s tem predavanjem. Eden izmed mojih najljubših tekstov je prerok Zaharija 9:12. Vrnite se v trdnjavo, ujetniki upanja. Že danes oznanjam, dvojno ti bom povrnil. Dvojno napredovanje. O, poglejte. No, Bog nam obljublja, da če bomo postali ujetniki upanja, veste, kaj to pomeni? Da smo zaklenjeni v upanje. Ne morem iti ven iz njega. Ne morem iti proč. Upanje, upanje. 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 Kamorkoli pogledam je upanje, upanje in upanje. Ko se tako obnašate, hudič ne ve več, kaj bi napravil. Poslušajte, hudič vas bo napadal. On bo začel vojno proti nam. On bo prišel z negativnimi mislimi in nam bo poskušal povedati, ampak, vendar joj. Ne. On nas ne more doseči, dokler ostanemo ujetniki upanja. Amen. Zjutraj vstanete in hudič vam prišepetava, nič dobrega se ti danes ne bo zgodilo. Čakal si že 25 let in nič se ni spremenilo. Poslušajte, jaz sem imela napade migrene 10 let, sedaj pa nimam več migrene. Vi morate upati naprej in to vsak dan. Morate izreči, danes je lahko moj dan. Pričakujem. Vidite, jaz nimam nobenega zanimanja, da stojim tukaj 1 uro in poskušam biti le vodja skupine. Da, svoj nagovor lahko napolnim s čustvi in navdušenjem,
Ampak to ni tisto, kar želim za vas. Hočem, da spoznate osnove, hočem, da nekaj razumete. To je namreč nekaj, kar lahko vzamete domov s seboj. Ko veste, kako si pridobite to božjo držo in ostanete polni upanja, vam zagotovim, da ni hudiča v peklu, ki bi vas lahko premagal. Ne vem, kaj se dogaja v vaši družini in vaših financah, to ne pomeni, da ne bo bolelo in da ne bo težko. Vendar, ko rečete, Bog, verujem na tvojo besedo, jaz verujem, to morate izreči na glas. Verujem v tvojo besedo, verujem tvojim obljubam in bom še naprej veroval in ne bom odnehal. Verujem, ko tako delate, vas bo Bog vašega upanja napolnil z veseljem in mirom. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.